Pozdravljeni! Danes se bomo posvetili opusu nagrajencev Prešernovih nagrad na področju filma, pa tudi Štigličeve nagrade za življenjsko delo, ampak za začetek poglejmo nekaj bolj aktualnega. Kranjski Moj kino je v petek namreč objavil, da bo od 1. marca dalje prenehal z obratovanjem. V obvestilu za javnost so zapisali, da odločitev za to ni bila lahka, ker so v minulem letu presegli zastavljene cilje in ker smo jih obiskovalci nagradili z odličnim obiskom. Za zaprtje pa so se vseeno odločili. Zakaj? Ker so bili, citiram, soočeni z dejstvom, da se zaradi sprememb zakonodaje obetajo dodatne finančne obremenitve slovenskih kinematografov, zaradi katerih opravljanje kinematografske dejavnosti ne bo več vzdržno. Konec citata. Kaj se je torej zgodilo? V osnovi gre za sledeč problem. Jeseni leta 2022 je bila po nujnem postopku sprejeta nova zakonodaja o avtorski in sorodnih pravicah. S tem so oblastniki v slovensko zakonodajo implementirali evropsko zakonodajo, kar so pač morali. Evropska direktiva pa se je ukvarjala predvsem z digitalnim trgom in s tem, da se uredi pravice avtorjev in izvajalcev, predvsem zaradi neurejenega področja avtorskih pravic na spletnih platformah za video na zahtevo. Ampak direktiva je namenjena tudi regulaciji tistih načinov uporabe filmov, ki neposredno vplivajo tudi na kinematografe. Ti v postopek priprave in sprejemanja tega slovenskega zakona, kar se je dogajalo od leta 2020 dalje, po besedah njihovih predstavnikov niso bili vključeni. Medtem ko so se med zaprtjem zaradi pandemije koronavirusa borili za svoj obstanek, se je, citiram njihov odgovor za novinarje, z veliko mero nerazumevanja tematike in povsem brez posluha za deležnike, uporabnike ter celovitost javnega interesa sprejela omenjena zakonodaja, ki uporabnikom de facto nalaga večkratna plačila za uporabo istih del oziroma za isto uporabo del. Konec citata. Nobena druga evropska država med obveznike plačevanja nadomestil ni vključila kinematografov, kar pomeni, da bodo po novem morali kinematografi poleg plačila distributerjem zdaj dodatne odstotke plačevati še kolektivnim organizacijam, saj jim je Urad za intelektualno lastnino Republike Slovenije lani dal to dovoljenje. Od kinematografov tako zdaj zahteva plačilo nadomestil za izvajalce, igralce, pričakuje pa tudi dovoljenje za pobiranje nadomestil za soavtorje. S tem, da kinematografi, za razliko od gledališč, galerij in muzejev, že tako ali tako 9,5% od vsake vstopnice plačajo še davka na dodano vrednost. Vstopnice v prej omenjenih kulturnih inštitucijah so oproščene tega davka. Kaj se torej lahko zgodi? Kinematografi bodo ali prisiljeni povišati cene vstopnic in se tako sprijazniti, da jih bo obiskalo manj ljudi, ali pa bodo morali po novem predvajati same filmske hite, med katerimi žal večinoma niso slovenski filmi. Več bomo izvedeli seveda v petek, ko bo skupnost predstavnikov kinematografov, tako javnih kot tudi zasebnih, dala v javnost skupno izjavo. Več o tem torej prihodnjič. No, v ponedeljek pa je bilo Nataši Bučar, direktorici Slovenskega filmskega centra, že zastavljeno vprašanje na to temo. Slovenski filmski center je namreč pripravil konferenco za novinarje, na kateri je predstavil povišanje sredstev v tekočem letu in uspehe lanskega leta. Jaz bi pa prosila samo za en komentar ali pa izjavo o novici, ki je v petek prišla v javnost, da se en od kinov zapira, Kranjski kino. Namreč čestitke za vse uspehe, za povečan proračun, za sprejeto strategijo in pripravo predloga zakona o SFC. Ampak vprašanje se seveda glasi, kje se bojo vsi ti filmi lahko prikazovali, če se zmanjšuje število kinov, za katerega že zdaj beremo zelo pogosto, zlasti, ko je na programu LIF, da je kinov premalo. Ja, vem, Moj kino je zasebna iniciativa, dobro je zaživel v lokalnem okolju, nikoli ni bil del javnega sistema s kinematografi. Podpora za kinematografe je podpora, ki jo nudi Ministrstvo za kulturo, mi te podpore v bistvu doslej tudi nismo imeli. Seveda je pomembno, da so dvorane, da verjetno tudi nekako nastajajo, odpiral se bojda Odiseja v kratkem, imamo Cineplex, imamo zelo dobro podprt mestni kino, Kinodvor, verjetno tudi Miniplex prihaja,
Težko komentiram jaz, kakšni so bili poslovni okviri tega projekta v Kranju. Vem pa, da je to občina takrat pozdravila, občina Kranj. Ne poznam pa čisto nobenih detajlov, da bi kaj več lahko povedala o tem. Marsikje v tujini filmski centri sicer skrbijo za vse aspekte filmske industrije, torej za ustvarjalce filmov oziroma za njihovo produkcijo, produkcijske pogoje, pa tudi za kinematografe, saj morajo biti filmi vendarle nekje predvajani. Zato me je zanimalo, ali se bo v prihodnosti kaj spremenilo tudi pri nas. Pa ste sami mogoče razmislili glede na povečanje sredstev tudi za podporo kinematografom, med drugim recimo sami še vedno napovedujete strokovno delavnico Reactinge za star, ki naj bi se zgodila na festivalu Kraft, ki je v veliki meri potekal v mojem kinu Kranj. Ja, mi smo imeli že v prejšnji strategiji, pa tudi v novi, podpora kinematografov. Mi si želimo, da bi se s tem filmski center začel ukvarjati, ampak je to še vedno na Ministrstvu za kulturo. V novi strategiji imamo predvsem zapisano, da podpora koordinaciji art kino mreže je nekaj, v kar si želimo vstopati, in se zdi, da ob prenovi zakona in ob prenovi aktov bo to zagotovo ena od stvari, ki se bo moral tudi ta skupna nova inštitucija ji malo bolj posvetiti v tem okviru kinematografov. Spodbujanja boljših programov, infrastrukture in vsega tega, kar je potrebno. Trenutno je to na Ministrstvu za kulturo. Kdaj bo pa kaj več znanega, recimo o novi inštituciji, danes ste tukaj sami? Ja, zakon je v bistvu pripravljalo Ministrstvo za kulturo, tako da v petek je bil zadnji dan za javno razpravo, tako da predvidevam, da je ministrica, da so oni se zdaj nekako videli, kakšne so prišle pripombe z različnih koncev, zdaj bomo pa videli, kakšen bo nekako odziv na to, kar se je dogajalo v javni razpravi. Mi vendarle pričakujemo, da ta zakon bo sprejet v letošnjem letu, recimo do druge polovice letošnjega leta, ampak zelo postopek vod in zakon pripravlja Ministrstvo za kulturo, tako da bolj točne informacije bojo imeli oni. Mi nekako si nadejamo glede na timeline, s katerim smo bili seznanjeni, da bo to v drugi polovici leta sprejeto. Mislim, da bo šlo naprej v proceduro, zdaj kaj se bo dogajalo, ne vemo. Veste pa verjetno, kaj je tisto, kar se bistveno prenavlja. Za nas so bistveni elementi predloga, ki ga je ministrstvo pripravilo, izven proračunski viri, ki jih ima že 15 evropskih držav in Slovenija samo soseda smo od Hrvaške, ki to že več kot 10 let ima, mi pa še vedno nimamo. To je en pomemben element novega predloga zakona. Potem je za nas zelo pomemben tudi predlog, ki se nanaša na nov način izbire projektov. Trenutno imamo 3-članske strokovne komisije, nov zakon, ministrstvo z novim zakonom predlaga programski odbor, se pravi en širši organ z malo daljšim mandatom, ki bo lahko malo bolj, bom rekla, koherentno in tako jasno nek koncept programski lahko zasledoval. Potem je tukaj dvig denarnega povračila iz 25 na 30% in odpiranje vrat za slovenske producente, ki doslej niso bili upravičeni, pa tudi je to neobičajno v Evropi, v drugih državah so bili, to je pomembno. Potem pa še element združevanja dveh inštitucij, ki tako in tako delava vse pravzaprav skupaj. Kot veste, javni zavod filmski studio Viba Film in Slovenski filmski center. Predvideno je, da bo to se združilo v eno samo inštitucijo, bomo videli, kako s tem bo. Načeloma pa je z našega vidika izvajanja to nekaj tudi, kar pozdravljamo. Tako da jaz računam, da to se bo, ne vemo pa nič, kaj zdaj bilo v javni razpravi in kako to poteka. Malce nenavadno je bilo poslušati o razlikah med zasebnimi in javnimi institucijami, saj so bile med novinarsko konferenco za direktorico Bučar na projekciji nekatere fotografije filmov, ki so svoje premiere doživljali v zasebnih kinematografih. Med njimi pa je bilo tudi nekaj takšnih, ki niso imeli podpore filmskega centra, recimo Film ceste Gepek. Nekateri se zato verjetno upravičeno sprašujejo, ali ne bi bilo smiselno, da Slovenski filmski center podpre tudi vse kinematografe, ki predvajajo slovenske filme.
Slovenski filmski center na spletu žal nima objavljenega letnega poročila za leto 2023, zato sem se malo bolj lotila tistega iz leta pred tem, 2022. Vidimo lahko, da je bil najbolj gledan film tistega leta Top Gun Maverick, ki je v kino pritegnil 151.114 gledalcev. Od slovenskih filmov pa je bil v istem letu najbolj gledan film Prhostar 2, 114.558 gledalci, Gajin svet 2, ki je pristal na drugem mestu po gledanosti, je privabil skoraj polovico manj, 75.998 gledalcev, sorazmeren hit Prasica slabšalen izraz za žensko, ki je pristal na 5. mestu tega leta med slovenskimi filmi, pa je naštel že samo 12.814 gledalcev. Iskre v času, ki so se znašle na 10. mestu lestvice najbolje gledanih slovenskih filmov tega leta, so pa imele zgolj 1038 gledalcev. V skupen top 10 najbolj gledanih filmov leta 2022 so torej prišli le 3 slovenski filmi. 2 od njih najverjetneje zato, ker sta si veliko gledalcev pridobila zaradi številnih šolskih projekcij, šlo je namreč za mladinska filma. Če se bo nova direktiva torej res začela uveljavljati, bo slovenski film morda prišel v krizo. Na Slovenskem filmskem centru namreč pogosto podprejo intimne drame, vsaj do sedaj so jih, ki pa nimajo dobre gledanosti. Torej bo šlo veliko denarja za filme, ki jih nihče niti ne bo mogel videti, ker jih zaradi pomanjkanja komercialnosti kinematografi najverjetneje ne bodo hoteli predvajati. Razen zadeve s kinematografi se sicer zdi, da je bilo preteklo leto za Slovenski filmski center precej blesteče in da tako gledajo tudi na prihodnost. Torej v letu 2024 smo podprli 9 igranih razvojev, se pravi 9 filmov, 9 scenarijev je dobilo podporo, da se razvije. 7 projektov je dobilo podporo že za to, da se pripravijo projekti za nadaljno fazo za realizacijo. 7 pa je bilo takih, ki so prejeli sredstva za produkcijo oziroma realizacijo. Med njimi je film koroške Slovenke Andrine Mračnikar, Mila Marija, pa film Gorana Vojnovića, Jugoslavija moja dežela, drugi film celovečerni Tijane Zinajić, Azra, film Janeza Burgerja, En mesec, film Tomaža Gorkiča, Kurentova luna, 2 prvenca, 2 ustvarjalk, Katarina Murano, prvenec s pogledom na morje, in pa Vida Breže, slovenska režiserka, ki živi in ustvarja v bistvu v Londonu, z svojim prvencem Ujede. Podprti so bili tudi 4 igrani kratki filmi. Tukaj so ustvarjalci, ki bodo delali kratke filme v letošnjem letu. Janez Lapajne, film drama, Maja Vajs, Viseči most, Juž Prmrov, Vsi so umrli, Luka Štigl, Gnilo jajce. Na področju dokumentarnega filma so bili podprti 3 priprave scenarija, prav tako 3 razvoj projektov. Realizacijo pa smo podprli 6 celovečernih dokumentarnih filmov, in sicer filma Delavska svetovalnica Nike Avtor, ki je nekaj dni nazaj bila prejemnica nagrade Prešernovega sklada, Igor Zupe, film Konec gravitacije, Marko Šantič, Središče sveta, Sašo Podgoršek, Lajbah, Alamut, Jakob Krese, Bogovi so se zmotili, in pa Ana Buferul, 3-kratna upornica. Na področju animiranega filma so bili podprti 4 kratki razvoji scenarijev. Seveda na področju animiranega filma še vedno obstaja večji del podpore za kratke filme, ker kljub povečanim budžetom še nismo tam, kjer bi morali biti za celovečerne animacije, ki, kot veste, so zelo, zelo drage. Torej, 4 animirani projekti razvoja scenarija, 4 taki animirani, ki že razvijajo se kot projekt, pripravljajo se na naslednjo fazo, in pa produkcija oziroma realizacija 4 kratkih animiranih filmov, Pojoči grad, Jošta Šeška in Aleksandra Baharazijana, Dovolj je, Vmešala se bom, Sandre Jovanovske, Gospa pošast, Sofije Kruglikove, Lebena mer, Žige Kranca, in to je torej to, kar se tiče lanskoletnih razpisov. Se pa letos vsled povišanja proračuna obeta tudi nekaj novosti. Nov razpis za žanrsko specifične filme igrane. Torej, objavili smo razpis za pripravo scenarijev, žanrsko specifičnih scenarijev za celovečerne igrane filme.
kar v bistvu ima kot neko perspektivo v prihodnosti povečati žanrsko raznolikost slovenskega filma. V prvi meri smo tu razpisali, poudarili, da iščemo komedije, biografske filme, zgodovinske filme in ga nadaljevali s 3 pikicami. Gre za to, da se bo letos, namreč naš načrt je tak, da v letu 2025 podpremo 6 do 8 priprav scenarijev za žanrsko specifične filme, v letu 2026 naredimo razpis za razvoj projektov žanrsko specifičnih filmov, se pravi gre v drugo fazo financiranja in predvidoma v letu 2027 objavimo tudi poseben razpis za realizacijo teh žanrsko specifičnih filmov sploh v delu, ki se nanaša na tiste filme, ki so po proračunih absolutno potrebni višjih financiranj. Govorim tukaj o zgodovinskih filmih, kostumskih filmih. Bomo videli sicer, kaj bomo dobili. Mi nismo programer te vrste, ki bi razpisal zdaj teme, a ne? Mi smo odprli prostor za vse, zdaj pa se bo nekako verjetno od najširšega spektra, ki ga pričakujemo letos za razvoj scenarijev, se bo potem to zožilo v 3 letih, ker film se pač ne da narediti kar tako. Ne. Odločili smo se, da ne bomo razpisovali kar takoj realizacije žanrsko specifičnih filmov, ker brez dobro pripravljenih scenarijev to nima nobenega smisla. In doslej nekako taki scenariji niso nastajali, ker ni bilo nekje perspektive, da bodo kdaj dobili podporo. Druga stvar, ki pa je mogoče tudi ena taka novost, ki si jo zdaj, bom rekla, lahko privoščimo, pa je razpis za podporo realizaciji mikroproračunskih filmov. To je pa nekaj, kar je pa namenjeno predvsem, bom rekla, off-road, če se smem tako izraziti, produkcijam, neodvisnim ustvarjalcem, ki delajo filme nekje v nekem, bom rekla, bolj amaterskem okolju. Tukaj bomo predvidoma aprila objavili razpis, ki smo ga poimenovali za realizacijo celovečernih filmov s skupnim proračunom do 100.000 evrov. Se pravi, tukaj bo nekaj sredstev na voljo za mogoče tudi prijavitelje, ki niso, bom rekla, ravno profesionalci v visokobudžetnem profesionalnem ustvarjanju, ampak bo prostor se odprl tudi za tiste, ki mogoče niti niso zdaj bili deležni javnih sredstev. Zdaj nekaj besed še o tem, no, kaj je vedno običajno v tem času že malo vemo, kakšni so bili rezultati gledanosti v preteklem letu in nekje začasni rezultati kažejo, da je bilo skupno število kinoobiskovalcev v letu 2024 1.660.000 in od tega je bilo 11,75% gledalcev tistih, ki so si v kinu pogledali lani slovenske filme. Med pomembnejšimi novicami je tudi ta, da bo aprila prišel v Slovenijo svoj film snemati tudi Werner Herzog. Kar se tiče domače produkcije, pa v kinematografih pričakujemo sledeče že posnete in dokončane filme. Eden od teh je Čao Bela, ki je zdaj v kinu, Jani Sever, to je že bilo lani na festivalu slovenskega filma, pa je zdaj prišlo v kinematografe. Drugi je film Kaj ti je deklica, Urške Đukić, ki doživlja svetovno premiero, kot verjetno veste, letos v Berlinu, v petek, pravzaprav ta teden, na Valentinovo, bo svetovna premiera filma Kaj ti je deklica Urške Đukić, s katero bo letošnji Berlinale odprl nov tekmovalni program Perspektive. To je seveda velik uspeh za slovenski film, je pa pospremljen še 4 slovenskimi filmi, ki tako ali drugače jih je sofinanciral Filmski center, tako da v Berlinu je letos velika, lepa zastopanost. No, film Urške Đukić bo verjetno težko pričakovan tu v Sloveniji in me veseli, da ga bomo lahko 3. marca gledali tukaj prav v tej hiši v Cankarjevem domu na projektu Naši filmi doma, ki se upam, da letos zanesljivo vrača v te prostore. Ta projekt Naši filmi doma je bil zamišljen in se nadaljuje kot v bistvu platforma za predpremiere slovenskih filmov. Torej, kar se tiče distribucijo čaka še Andoljškov film To je rob, ki je že tudi bil lani predstavljen v Portorožu, pa
se bo letos šele podal v distribucijo. Potem je Darko Štante zaključil svoj drugi film, po posledicah je dokončan Izgubljeni sin. To bo verjeten, ne vemo še kako bo, kje bo se zgodila svetovna premiera, ampak zagotovo ga bomo gledali letos v distribuciji. Potem je tu film Ester Ivakič, njen prvi film z zelo dolgim naslovom, Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo. Potem je tu Kukla, ki je končala svoj celovečerni prvenec Fantasy. Kukla, kot veste, tudi mednarodno težko pričakovana avtorica s prvim filmom, ker je s svojim kratkim filmom Sestre uspela že leta 20, to je zdaj že davnega leta 20, dobiti Grand Prix v Clermont-Ferranu. Potem je Miha Hočevar, je dokončal svoj film Skriti ljudje, to islandsko-slovensko pripoved, ki tudi prihaja letos v distribucijo. Težko pričakovan film Belo se pere na 90, to je film, ki ga pričakujemo kot nek, bom rekla, če si upam to reči, veliko zanimanje za njega, predvsem doma, ker je film Marka Nabršnika narejen po zelo dobro sprejeti literarni predlogi v Sloveniji, tudi ta film je končan. Boris Jurjaševič je končal film za otroke in mladino Elvis Škorc, Genialni štor, ki bo predvidoma ob začetku šolskega leta tudi v naših kinematografih. Potem je tu en celovečerni animiran film, če sem prej rekla, da sredstva še vedno za celovečerne animirane filme niso idealna, pa mi je zelo, nam je vsem v velik ponos, da bomo pa imeli v distribuciji slovenski celovečerni animiran film letos, ki se tudi predstavlja premierno v nedeljo, ta teden v Berlinu. Kako pa je nastal? Nastal pa je zelo inovativno v koprodukcijskem partnerstvu 4 držav, ki so vse nekako v enakih deležih v projekt zajete. Dobil je tudi nagrado Eurimaža za izvirno koprodukcijo in torej so ustvarjali, pa so ga ustvarjalci iz Slovenije, Slovaške, Češke in Francije. Naslov pa je Zgodbe iz čarobnega sveta, to bo tudi letos v kinematografih. In potem 10 celovečernih dokumentarcev, en je že imel premiero v kinoteki, Ali je bilo kaj avantgardnega, Matevža Jermana, Jurija Medena, ki smo ga mi financirali. V tišini življenja Nine Blažin, mislim, da pravkar potuje oziroma gostuje vsaj v Kinodvoru in pač v distribuciji. Nekoč v Posočju smo že gledali pred premiero tega filma Eme Kugler. Kino Volta, Martina Turka, Praslovan gre v distribucijo marca, to je film o Zoranu Predinu, Slobodana Maksimoviča. Miha Čelar s filmom Dva brata, dve sestri, Damjan Kozole s filmom Oho, Metod Pevec s filmom Ko pridem ven in končan je tudi film Andreja Košaka, Punk pod komunističnim režimom, in pa film Petre Seliškar, Gora se ne bo premaknila, ki bo imel svetovno premiero v Švici na festivalu Vision de Ril. To vas bomo še obvestili, ampak to je kar 10 celovečernih igranih filmov, ki letos čakajo na distribucijo v kinematografih. Zaenkrat kaže, da bo najmanj 5 tudi manjšinskih koprodukcij v distribuciji v letošnjem letu. Eden od njih je Fiume e Morte, ki tisti, ki spremljate, morda ste že zasledili tudi našo novico. To je film hrvaškega režiserja Igorja Bezimovića, ki je dobil glavno nagrado Tiger v Rotterdamu ta vikend. V petek zvečer so mu dodelili glavno nagrado in nagrado Fipresci. Je pa to film, ki je tudi slovenska koprodukcija in tako kot pri nominirancu za Oskarja, njegov direktor fotografije je Gregor Božič, kar je še posebej daje filmu en tak, bom rekla, slovenski pečat. Torej, eden od teh je ta, drugi je Alfa, ki je doživel premiero, ta nizozemsko-slovenski film, ki je doživel premiero v Benetkah lani. Potem je Pozno poleti, Dani Stanović, to smo tudi že gledali malo v kinematografih, pa se bo verjetno še podajal naokrog. Živi in zdravi, črnogorski, večinsko manjšinska koprodukcija črnogorska in pa srbska Mirjana Karanović, Mati Mara.
Pretekli vikend pa so za pretekle dosežke v filmu z nagrado Prešernovega sklada nagradili tudi dva filmska ustvarjalca. Oblikovalec filmskega zvoka Julij Zornik je nagrado prejel za oblikovanje zvoka pri filmih Morena in Ventura in pri animiranem filmu Babičino seksualno življenje. Samo lani je po podatkih baze slovenskih filmov sicer oblikoval zvok za 22 filmov. No, zvokom se je začel ukvarjati še kot tonski tehnik na Radio RGL, Radio Glas Ljubljane, pa tudi na televizijski postaji Kanal A in kot monitor mikser na koncertih in festivalih, kot sta denimo Novi rok in Druga godba. No, med leti 1996 in 1998 je začel z raziskovanjem zvoka v postprodukcijskem studiu Tivoli, kjer je delal predvsem pri produkciji televizijskih oglasov in filmov, pa tudi glasbenih albumov, kot so recimo Le Voyage Imaginaire za Autodaf in Neo Evangeli za Demolition Group. Zvočno pa je tam opremil recimo tudi prvi slovenski celovečerni animirani film Socializacija bika. No, leta 1999 ga je počasno razgrajevanje studia Tivoli privedlo do ustanovitve lastnega podjetja za zvočno postprodukcijo, ki še danes deluje pod imenom 100. S številkami napisano. Decembra lani je za Dnevnik dejal, da se podpisuje pod 261 filmov, danes pa je ta številka verjetno že kar precej večja. No, 3 filme, ki so jih izpostavili pri podeljevanju nagrade, pa so izpostavili zato, ker je bil film Darka Sinka in Ventura premierno predstavljen na festivalu v San Sebastianu. Babičino seksualno življenje je prejelo nagrado Cezar za najboljši kratki animirani film. Morena Antoanete Alamat-Kusjanović pa je prejel nagrado Vesna na festivalu slovenskega filma ter nagrado Zlata kamera na festivalu v Cannesu. Ovo nam je jako bitno. Ovaj čovjek što dolazi večeras kod mene, to je Bog na zemlji. Nasmijem se živino, što te košta? Do kada on ostaje? To kad treba. Ako tata proda zemlju, kupit će nam stan u Zagrebu i možemo svi otići. On je došao ovdje rad posao, ne gleda tebe kako se prenemažeš. Ne gleda ga tako, izgleda kao da si zaljubljena. Dovučemo ovu. Onako ćeš obožeti tata koža. Dovučni, sve će biti bolje. Ako dobije pare, samo će biti gori. I've never been in love. How could you be? To i ti želiš. Gledala sam te s njim, vidi se. A on zaboravi na nas onaj moment kad uđe u avion. Zaslužuješ bolje. Sad kad on ode, zatvor ću te u podrum, neš više vidjeti svjetlu dan. Pretjeruješ ko uvijek. A što bi ti, a? Hoćeš na sve zaključati u kuću? Julia! I know what's best for my daughter. Ni mama te ne ponosi, svi te mrze! Smiri se. Otvori vrata! Nagrajenka Prešernovega sklada pa je postala tudi vizualna umetnica Nika Autor za razstavi Če bi gozdovi govorili, bi se od žalosti posušili in Crvene šume. Pri obeh je prepletla filmsko produkcijo in prostorske umestitve, serijo fotografij, polaroidov in objekte. Ustvarila pa je recimo tudi serijo eksperimentalnih filmov, med katerimi izstopa trilogija dokumentarnih esejev, v katerih se je lotila migracij na južni meji in humanitarnih vprašanj, ki se ob tem odpirajo. Svojo tematsko pot pa je nakazala že leta 2012 s celovečernim dokumentarnim filmom V deželi medvedov, v katerem je spregovorila o izkoriščanju, pa tudi o neplačevanju gradbenih delavcev iz Bosne in Hercegovine, ki delajo v Sloveniji.
No, poleg Prešernovih in nagrad Prešernovega sklada pa je letošnjo prejemnico glavne nagrade razglasilo tudi že Društvo slovenskih režiserjev in režiserk, seveda, ki bo nagrado Franceta Štiglica za življenjsko delo na področju filmske in televizijske režije namenilo Nadi Velušček. Zapisali so, da je, citiram, njen pogled, pronicljiv pogled ustvarjalke, ki pripoveduje svet iz periferije. To je pogled, ki je zaradi vztrajanja pri svoji specifični poziciji in identiteti na samozavesten način osvobojen gravitacijske teže filmskih in zgodovinskih centrov. Konec citata. Nadja Velušček se kot arhivarka in dokumentaristka zanima predvsem za zgodovino Goriške regije na neakademski način. Z intervjuvanci je recimo preživela vedno ogromno časa, filmi pa so večinoma nastajali mimo ali pa na robu institucionalne podpore. Po izobrazbi je sicer profesorica slovenščine in italijanščine, ustvarjala pa je tudi radijske oddaje o filmu in skoraj 30 let soustvarjala program čezmejne organizacije Kinoatelje, ki dela še danes, festival Film Video Monitor in sodelovala pri nagradah Darka Bratine. Z režiserko in hčerko Anjo Medved sta skupno posneli 12 dokumentarnih filmov. Prejemnike 5 nagrad Štigličev pogled pa bodo razkrili šele na prireditvi prihodnji teden, 19. februarja v Slovenski kinoteki. Moja mama je odraščala v Gorici s 3 mlajšimi sestrami. Oče ji je dal ime Dragica po dekletu, ki jo je med prvo vojno srečal na srbski fronti. Kasneje so jo v italijanski šoli imenovali Karla. Ko je odrasla, se je z dekleti sprehajala po Korzu. Oblečene so bile v elegantne obleke, narejene iz pobarvanih vojaških plaht in ameriških šotorskih kril. Tudi plesalo se je povsod, ker je bil konec vojne. Nato so mesto preplavile demonstracije. Vsak se je zavzemal za svojo Gorico, tudi vse harmonike so igrale bugi-vugi. Njen oče je vedno govoril, da si mora poiskati Slovenca za moža. Moj oče je vsak dan prihajal s kolesom iz Plavi v Gorico. Bil je vajenec pri Štruklju v delavnici čez cesto. In potem je šlo vse zelo hitro. In predvsem so čez noč postavili mejo. Adele, ti se zmisliš tisti dan, ko je mama šla se poročiti v Plave. Ja, mislim, ni bil dan poroke, ona je šla malo prej. Ja, jaz se spomnim, ko je prišel nono s Plavi. Na tistem vozu smo ložili v horu sobalo, ko ona si prej napravila. In pa je nono proč. Nismo vedeli, da bo kar meja zaprta od danes do drugega dneva. Ona je šla, potle je ostala hore, potle se nismo videli, ker ni bilo mogoče. Da bo meja postavljena, smo pričakovali, smo tudi bili obveščeni. Če vas srbijo prsti glede ogleda novih filmov ali takšnih, do katere ne morete dostopati ravno preko spletnih platform, pa naj vas spomnim, da se v ponedeljek začne festival gorniškega filma. Za danes naj bo to vse, se vidimo spet čez en teden v sredo ob 20. Čau!